Železnici na Sotočju so tokratni 23. domoznanski večer podnaslovili Kmetija se predstavi. V goste so povabili gospodarja ekološke kmetije Prčrnet z Varja, Štefana Čebaška, ki ga občani najbrž že precej dobro poznate. Če ne drugače, pa ga srečate vsako soboto na tržnici. Z njim poklepetate in si priskrbite enega od njihovih okusnih izdelkov. V sredinem klepetu je Štefan Čebašek predstavil svojo kmetijo in spregovoril o položaju malih kmetov ter o pomenu ekološkega kmetovanja. Ekološka kmetija, ki se ponaša z najdaljšo tradicijo na tem območju, v času, ki ni najbolj naklonjen kmetijstvu, nadaljuje s poslanstvom svojih prednikov, kmetovanjem kot nekoč, brez pretirane uporabe pesticidov in gnojil in z obdelavo, ki je okolju in živalim prijazna. Obdelujejo 20 hektarjev kmetijskih zemljišč, na 6 pasejo govejo živino namenjeno tudi za prodajo bioteletine, na preostalem delu pa pridelujejo veliko število različnih žitaric, poleg pšenice tudi piro, oves, ječmen, rž, kamut, ajdo in proso, ter seveda krompir, pa tudi konopljo, sončnice in še kaj bi se našlo. Vse pa z namenom, da bi jedli dobro in zdravo hrano. Če hočemo jesti, moramo kmetovati. Brez kmetije ni hrane in brez hrane ni življenja. Moja predstavitev današnja ima predvsem namen, da širi to resnico, ki sem jo zdaj povedal, in da v bistvu ljudem da povemo, da je najbolj zdrava hrana lokalna hrana, da je najbolj zdrava hrana tista, ki jo pridelamo na naših poljih, in seveda ne gre brez poudarka, da je najbolj zdrava hrana ekološka hrana. Žita predelajo na domačem starodavnem mlinu na kamen, v moke, zdrobe in kaše, pečejo kruh in druge pekovske izdelke, ves čas pa stremijo k ozaveščanju o pomenu ekološke pridelane hrane, čeprav se zavedajo, da so s takšnim načinom kmetovanja ubrali precej težjo pot, kot če bi pridelek zaščitili z običajnimi pesticidi in si pomagali z umetnimi gnojili, ter s tem reševali vse neprilike, ki lahko vplivajo na količino in kvaliteto pridelka. To je nedvomno najtežja pot pridelave hrane, ker v tem sodobnem svetu brez uporabe kemije mnogi verjamejo, da sploh ne gre. Tudi jaz sem bil malce skeptika na začetkih, zdaj pa vidim, da je pač s pravo tehnologijo, znanjem, ki jo v Sloveniji moram reči, da primanjkuje, nimamo te prave strokovne svetovalne službe za ekološko kmetovanje, pa vendar, če želiš najti odgovor na izzive, jaz rečem temu po domače, to so problemi, a ne izzivi, nek moderen izraz, ki pa je enak prejšnjemu. Potem se pač pozanimaš, informiraš, kmetovalci se med seboj pogovarjamo in najdemo rešitve, in včasih uspešno, včasih manj uspešno. Dejstvo je, da je kmetija tovarna pod nebom in smo zelo odvisni tudi od vremena, in v zadnjih 2 letih smo imeli kar 2 ekstrema, sušni lansko leto in pa mokro letos, ne, in to je za ekološko kmetovanje, kjer se ne uporablja recimo fungicidov, to so zaščitna sredstva proti boleznim, in te bolezni so v teh vlažnih razmerah res zelo prisotne, a ne, je pa težje. Vendar s pravo voljo, s pravo tehnologijo, kar gre. Optimistično pove, da se pogosto zgodi, da katerega od njegovih pridelkov vzame vremenska ujma ali pa škodljivci, a je potem letina v naslednji sezoni spet plodna in krog se sklene. Tako je bilo letos s konopljo, lanskoletna vročina je uničila tudi sončnice. A Čebaškovi imajo tako raznoliko pridelavo, da imajo vedno bogato ponudbo. Seveda gredo tudi pri Čebaškovih v korak s časom, skrbijo za izobraževanje in iščejo možnosti za izboljšavo ekološkega kmetovanja. Včeraj sem bil 1000 kilometrov od Medvod na sejmu v Hanovru, to je en največjih sejmov. Predvsem so me zanimale aparature, stroji, priprave, ki so v koraku s časom in pomagajo ekološkemu kmetovalcu, da prideluje kvalitetne izdelke. Na mojo žalost oziroma mogoče tudi nepresenečenje pa sem videl največ strojev, več kot 20% za velike kombinate, za velike kmete, ogromni stroji, to je neverjetno, ne? Tako da v bistvu smo majhni kmetovalci skoraj že pozabljeni, predvsem pa definitivno zapostavljeni. Pa kar je še narobe, manjše kmetije, družinske kmetije, ekološke kmetije spadamo v isti rang oziroma nas uvršča državna politika kot velike kombinate, velike koncerne, in
Mi s to administracijo smo že prišli skoraj čez polovico, se pravi, več kot pol časa se ukvarjaš z administracijo, pol časa pa kmetuješ, kar je narobe, kajti, tako kot smo prej ugotovili, kmetovalec bi mogel iskati dobre poti, prave poti rešitev tem problemom, ki nastajajo v tem onesnaženem okolju, ne. Prihodnost glede pridelave hrane zaradi močnih korporacij ni rožnata. Posledično je malim pridelovalcem slabše naklonjena tudi domača politika. A se kmetje, kot je Štefan Čebašek, ne dajo in obenem računajo tudi na to, da se ljudje čedalje bolje zavedamo, kako pomembno je, kaj damo v svoj organizem. Tudi zato je vesel vsake priložnosti, da predstavi svojo ekološko kmetijo. Jaz sem zelo hvaležen in se zahvaljujem knjižnici za povabilo in moram reči, da mi je v čast na tem prostoru predstavljati kmetijstvo, našo kmetijo in pa seveda tudi promovirati kmetijstvo kot tako, predvsem ekološko, ki je osnova zdravega življenja. Se pravi, zdrava hrana, zmerna hrana, gibanje in pa veselje, to so ključni dejavniki za zdravje. Namesto da hodimo v lekarno po kemijo, se zdravimo sami. To se pravi, te 4 faktorji so ključni, potem pa še kakšne zdravilne rožice in Pehta je imela prav, je rekla, za vsako bolezen raste rožica. Če pa uporabljamo tisto od Marije Thun, hrana naj bo naše zdravilo, potem pa smo točno tam, kar sem ravnokar povedal. Vesel bo vašega obiska na Medvoški tržnici, saj je mnenja, da mora vsak kupec ekološko pridelane hrane poznati domačijo in gospodarja. V prihodnje pa bo stremel tudi k temu, da bi se njegovi kolegi kmetje in tudi ostala lokalna skupnost pričeli zavedati, da je ključnega pomena poleg pridelave tudi predelava in tako še bolj zagotoviti sledljivost in neoporečnost izdelkov.